pred 22 leti ste nastopali v vlogi scenarista oddaje Ex Libris, ki je med drugim obravnavala tudi tematiko vinske kulture in se na en tak poljuden način približala gledalcem in jih naučila enih osnovnih, oziroma jim približala kulturo pitja. Mislite, da potreba po takšnih oddajah obstaja še danes? Danes je vse drugače. Tista svoboda, ko smo lahko govorili o vinu v oddaji o kulturi, tisti čas, v tistem času, ko smo lahko pokazali kot umetniške slike tudi vino v kozarcu ali vino v buteljki, z etiketo vred, ker to je njegova izkaznica, teh časov ni več. Žal je tako. Zakonodaja je postala izjemno ostra in nerazumna in danes se v vinu kot o delu kulture, celo umetnosti, ne govori več na ta način. Tudi na televiziji Slovenija, moje kolegice in kolegi, zamenjujejo pojem kultura s pojmom umetnost. Kultura je zelo širok pojem in vino je eden temeljnih sestavnih delov človekove kulture. In kakšna je možnost tudi sedaj, ko nastopate v eni drugi vlogi, da mogoče spremenite to dojemanje? Glede nazaj, 20-25 let so nastajale obsežne oddaje, tudi serije oddaj o kulturi pitja, o zgodovini vina, o umetnosti in vinu. Danes je to nekoliko težje. Mi lahko spremenimo program, zakonodaje pa ne. Danes je vse nevarno, propagiranje alkoholizma, vse je postalo marketing. V tem času smo pa lahko govorili o stvareh tako, da smo mlade ali pa zreli ljudi vzgajali, kaj je vino, kakšen je njegov pomen, kaj lahko da. Je težko recimo v Sloveniji najti ljudi, ki bi bili hkrati uspešni na drugih področjih in ljubitelji vina obenem? Ne, veliko jih je. Janez Lombergar je samo eden, ki smo se ga spomnili zato, ker je leta 1987 pripravil oddajo Ex Libris, s katero je pravzaprav vinska kultura ali pa kultura uživanja vina stopila na male ekrane in ta oddaja je po mojem mnenju nepresežena. Danes kaj takega ni mogoče več narediti. Mislim, da je bilo tedaj veliko delo storjeno in z veseljem smo se ga nocoj spomnili tukaj v hiši Stare trte. Hkrati pa tudi vi bi lahko rekli, s temi večerji opravljate neko vlogo širjenja vinske kulture. Se vam zdi, da ste na dobri poti, da se tudi v Mariboru začnejo stvari v tej smeri premikati? Mislim, da ravno skozi to, skozi predstavljanje vina in vinske kulture v zgodovini, v literaturi in še kje, orjemo neko ledino in opozarjamo na stvari, ki so izjemno zanimive, mogoče malček pozabljene, so pa sestavni del najboljšega, kar premoremo in zakaj bi bili ponosni na to. Videli smo vas v oddaji Ex Libris, pred 22 leti ste nastopali v oddaji kot takrat še direktor Vinaga in enolog in prav tako ste govorili o kulturi pitja vina. Bi rekli, da se je s časi situacija spremenila na bolje, slabše, kako vidite to? No, jaz sem prepričan, da se je razvijala, kar pomeni pozitivno razvijala in da so ta sporočila, ki so bila takrat preko Ex Librisa dana dejansko mladim ljudem, mladini, da smo to znali kar dobro negovati. Mogoče smo pričakovali, da bo v tem času že tudi več od tega ustvarjenega, ampak jaz mislim ravno, ker smo v hiši Stare trte, da je poslanstvo te hiše, preko katere v zadnjih tednih, jaz sem zelo vesel, ta sporočila ponovno grejo in da bojo znali in da bomo vsi skupaj znali ustvariti takšno vzdušje z takimi sporočili, da bo to kulturna potrošnja vina, da bo pravzaprav spoštovanje do našega slovenskega vina, do našega vina tu iz okolice na tistem nivoju, ki mu pravzaprav gre.